prosili ste me, da narišem graf absolutnih in graf povprečnih stroškov, kot je na strani 269 v knjigi. In sicer bomo najprej narisali graf absolutnih stroškov in potem še graf povprečnih stroškov. To se pravi, najprej graf absolutnih stroškov, to se pravi, na vertikalni osi imamo stroške, na horizontalni osi količino. In najprej, ker vemo, da na kratek rok so fiksni stroški plus variabilni stroški enaki celotnim stroškom, narišemo fiksne stroške. To so fiksni stroški, ki se z obsegom proizvodnje ne spreminjajo, to se pravi, kakorkoli se količina spreminja, ostanejo stroški enaki. Potem narišemo krivuljo variabilnih stroškov. Variabilni stroški se z spremembo količine spreminjajo in potem iz formule vemo, da moramo te dve krivulji v bistvu sešteti. Tako da samo to krivuljo variabilnih stroškov, namesto da se začne v izhodišču, se začne na višini fiksnih stroškov, samo naredim paralelo in to je krivulja celotnih stroškov, ne. To se pravi takole. In to je to vse pri tej točki, pri tem grafu. Potem imamo pa še graf povprečnih stroškov. Prav tukaj lahko napišemo absolutni stroški. Potem imamo pa še graf povprečnih stroškov, pa že spet narišem nov graf, a ne, takole. Ne, mogoče bo to lahko lepše. To se pravi, takole. To se ne vidi dobro, ampak že. To se pravi, zdaj bomo tukaj dali povprečne stroške, pa bomo še mejne stroške tukaj narisali in pa količino. Zdaj najprej lahko narišemo povprečne fiksne stroške, to se pravi, te se začnejo, recimo, da je tukaj 100 že na vrhnjem grafu, a ne, kakšna je višina fiksnih stroškov. Začnemo jih risati pri 100 in potem se nekako nižajo, ne, to so povprečni fiksni stroški. Potem imamo povprečne variabilne stroške. In potem imamo še povprečne celotne stroške. Minimum je vedno nekako na desno odmerno povprečnih variabilnih stroškov. Potem smo pa rekli, da lahko narišemo še krivuljo mejnih stroškov, a ne, in ta krivulja mejnih stroškov gre pa takole v bistvu skozi minimum povprečnih stroškov, ne, to se pravi, naredimo še mejne stroške. In to je to. Hvala lepa.